Živijo, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na temle panelu oziroma pogovoru o snemanju akcijskih scen. Moje ime je Mitja, sem en od organizatorjev konvencije. Z mano pa je danes en odličen nabor ljudi, ki delajo in ustvarjajo akcijske scene v enih največjih produkcij v Sloveniji in v tujini. Z nami je igralec Andrej Lenart. Pred kratkim... Živa! Ja, pred kratkim v filmu Kill 'Em All 2 z Jean-Claude Van Dammom, pa na projektu Secret Level je snemal v bistvu bil par Arnolda Schwarzeneggerja, torej skupaj sta ustvarila lik z Schwarzijem, tako da velike stvari. Tako ja, Schwarzijem so si delila lik. Potem je z nami režiser Aljaž Tepina, ki snema akcijske kratke filme, med drugim film Lovci brez glave, pa ima veliko izkušenj tudi s snemanjem z Andrejem in to. Tako je. Pa seveda stunt coordinator in head rigger Filip Kržišnik, ki pa je hotel predvsem, da se ve, da se pri njem noben ne poškoduje. En lep pozdrav. Tako da za uvod, da si v bistvu sploh ustvarimo eno približno sceno, kako sploh poteka snemanje akcijske scene oziroma kako poteka nastajanje, bi vas vprašal, če lahko tako opišete, kako bi se predstavili v tem kontekstu, kdo ste, kako sodelujete pri ustvarjanju akcijskih scen v svoji službi. Pa mogoče če začne recimo kar Aljaž kot režiser. Absolutno. Sem Aljaž Tepina, režiser in sem mogoče v Sloveniji se probam biti specializiran za čim več akcijskih sekvenc, ne delam pa na tako visokem nivoju kot moja dva partnerja v tujini, ki bosta imela absolutno veliko anekdot o tem, ampak se trudimo v Sloveniji tukaj dvigant in čim bolj ambiciozno lotiti teh projektov. Zdaj, zame se začne priprava akcijske sekvence že pri scenariju in tam se tudi jaz takoj vključim oziroma, ko imam idejo za nek film, se dostikrat začne že pri nekem setpisu. Se pravi, na ladji se dogaja in zadnji je na ognjemet ali neka taka ideja. In potem pri likih, da pač tisto, kar je osnova pri akcijski sekvenci, ko se jo jaz lotim, je, da ima neko zgodbo. Se pravi, da ni samo, da se dva tepeta z neka zmeda, ampak da imata vsak svojo motivacijo, pa če jih je več, da imajo nek cilj liki in da potem kot gledalec tudi slediš temu, kaj se dogaja in da je cela stvar geografsko dobro postavljena. Dejansko ja, ko pride do te same ideje, ko ni brezglavi pretepi, potem mi začnemo se skupaj sestavljati, da je na varen, zanimiv, pa nek interaktiven način sestavljeno, ali je to zdaj pretep, ali je zaletavanje vozil, ali je full body burn, se pravi gorenje od peta do glave, ali so visoki padi in vse neke te nevarne in zanimive stvari v filmski industriji, ki jih potem sami ukvarjamo, sami sestavljamo s pomočjo naših kaskaderjev ali pa v dobro umpanju tudi z igralci. Tukaj pa potem Andrej nastopi na platno. Jaz sem dosti na začetku svoje igralske kariere nekako gotovo, da velikokrat grem na audicije za vloge, pri katerih ki so fizikalne, kjer je neka akcija, kjer so dostikrat celo specificirali, da stunt experience oziroma kaskaderske izkušnje so plus. Tako da sem dosti hitro začel nabirati razne skille na nekem osnovnem nivoju, ki potem kasneje pridejo prav, začel sodelovati tudi s kaskaderji. Tako da zdaj kdaj delam na projektu kot igralec, kdaj kot kaskader. Je pa to, bom rekel, so to neki manjši kaskaderski izzivi, vložki, vse večje, zahtevnejše zadeve, dosti raje prepustim ljudem, ki to res obvladajo. No, da se naš nizko postavilo. Se pravi, vso znanje, ki ga Andrej dobiva zase, vse dodatne veščine so dejansko totalna nadgrada nad igralci. Ponavadi posamezen igralec, pa ne da omalovažujem nekoga, ponavadi zna samo igrati in je to postavljeno v njegovo domeno. Vse dodatni skillsi, ki pa Andrej prinese sabo na oder, pa nam omogočijo toliko več dela in toliko več zabave za filmom in predvsem pa omogočimo režiserju neko pomoč pri editu samega filma.
ker potem za igralca ne potrebujemo nekega dodatnega dublerja. Imamo potem pretep za igralcem in njegovim dublerjem in se dublira in iščemo ljudi, ki bodo namesto njih izvajali pretepe, z Andrejem lahko to direktno ustvarimo in kar naenkrat ima režiser super potem voljo, kako to pri editu rezati, kako montirati in dejansko lahko pokažemo igralca v svoji njegovi podobi s kamero, brez da dajemo pikce na obraz in potem maskiramo ven in iščemo stvari. Tako da vse te stvari so velik plus v naši industriji. Jaz se pri tem vedno spomnim na Buffy, The Vampire Slayer, ker jaz, ko sem bil mlad, tega nisem opazil, ampak danes mi včasih kar težko gledati te njihove akcijske sekvence, ker si pač videl, kdaj je bila igralka in kdaj je bil stan. Sicer so se trudili, so prodali, ampak televizijska serija hiteli so in je danes kar težko gledati, ko vidiš, da pač ni ista oseba, ki nastopa v tem liku. Medtem po drugi strani pa sem gledal celo življenje kanala, Jackie Chan vse je sam naredil in pa si totalno verjel, da ta lik bo to naredil. In tudi zaradi tega je toliko velika prednost, če ima igralec ta dodatna orodja, da lahko lik pač predstavlja ne samo v dramatičnih scenah, ampak tudi fizično skozi premikanje, skozi akcijske sekvence in potem se strateško odločimo, kdaj vključimo kaskadersko ekipo in potem se to tudi seveda planira. Se pravi, in kje je kamera, kako je postavljeno, da je najbolj varno in tako dalje. Pa kdaj kot režiser nočeš, da bi glih se igralec preveč izpostavljal, se kdaj hočejo preveč izpostaviti, se hočejo preveč malo pokazati na odru, a se kdaj malo tako, a bi lahko tole rajš, ker profesionalci to naredili, da nam zdaj glede pobunkan, ali... Mogoče bo Filip tukaj bolj rekel, bo znal povedati, kakšen je ta sistem. Meni je absolutno kot režiser v interesu, da je noč čim več igralca, s tem zavedanjem, da želim, da se ne poškoduje, zaradi tega, ker potem smo konc s snemanjem in zaradi tega jaz včasih tudi mogoče svoje ambicije omejim, zato da je stvar čim bolj varna, ampak še dobro izgleda. Pa načeloma vedno sem delal s takimi igralci, ki so tudi znali sami zelo dobro presoditi, kaj so njihove sposobnosti in tukaj ego ni bil vključen. To lahko naredim, to ne morem, dajmo to neko drugo razštenarjati in je potem to bilo neko sodelovanje. Bosta pa vidva mogoče imela drugo perspektivo na to. Iz mojega vidika predvsem omejevanje riska, se pravi, imamo režiserja, ki si želi, da bi igralec naredil neko izjemno veliko kaskado, ali je to zaletel avto, skočil iz te strehe na tla, pa takrat skočil minutar, joj, kaj če damo mi enega profesionalca, ki zna to delati, ki ima te veščine in hkrati v slučaju, da bi prišlo do nesreče, njega lahko zamenjamo, igralec pa nadaljuje celoten film in snema do konca. Tako da tukaj je v bistvu moj način dela, da pridemo varno čez vse skupaj in mitigiramo ta risk, da je vse skupaj narejeno nekako z glavo in ne z glavo skozi zid. Zdaj sem se v bistvu čisto slučajno spomnil, iz kje pa pride beseda kaskader, a to kdo ve? Ja, to je v bistvu francoska beseda je kaskader, se pravi, to je kakor dejanska padanje vode. To so plitvice, plitvice so super primer kaskaderja po francoskem Bibliji in dejansko to je padanje, zaporedni padci v nižino. Tako da v bistvu smo mi vešči padanja in tisti au, bumf, bumf, bumf. In vedno si kot kaskader se vedno želiš, da je bum, au in ne a, bum, ker tisti so nevarni padci. Se pravi, osnoven kaskaderski element je padanje po stopnicah, kaskade. Tako, to je, v bistvu, večinoma se začne s pretepi, padci so, takoj temu sledijo, potem so pa vedno tiste bolj nevarne kaskade, ker imamo ali večja višina, večja hitrost, ali pa vse skupaj in potem pride res do tistih nevarnih stvari, ker res moramo z glavo premisliti in narediti se, da je tako varno. Ok, super. Gremo mogoče na en, recimo, malo bolj konkreten primer, ali pa tudi če ne konkreten primer, kako v bistvu nastane res neka akcijska scena? Je to že napisan v scenariju, ali to nastane, je to čisto posebej nekje v neki ločeni knjigi in je tam samo v scenariju piše, ta dva se pretepeta, traja 4 minute, ali to, kako to sploh zgleda? Odvisno od scenarista, režiserja in ustvarjalca.
in tudi potem odvisno od projekta. Ne vem, zadnji scenarij, ki ga jaz pripravljam, ker je akcijska komedija, je to zelo velik del tega. Jaz to nekako vidim kot posamezno sceno, ki ima svoj začetek, sredino, konec, nek namen, kam moramo priti in pač slike in motivacije. Zdaj pa potem v tem dotičnem scenariju je lahko to zelo konkretno, da sem jaz bolj kot ne napisal, to se zgodi, ta tega brcne, skoči na mizo, pade dol in tako dalje. Ali pa sem napisal samo in potem se zgodi fajt, zmaga ta oseba. In potem je v obeh primerih to odvisno v sodelovanju z akcijskim kaskaderjem, kaj iz tega ven pride. Se pravi, ponovadi v tisto sceno, kaj jaz napišem, imam not neke, ko preko inpute, kaj približno se mora zgoditi, ampak potem ekipa to nadgradi, naredi svojo interpretacijo tega in jaz jih potem ponovadi samo malo usmeram, rabimo daljše, krajše, tukaj se ima zaštopa, tukaj rabimo imeti en moment z igralcem, njegov hero shot, pomembno mi je, da zagrab to pištolo, ker se to pa to kasneje zgodi. Lahko pa čisto iz nule, začne se konc, ta zmaga in je to. Ampak to se potem meni zdi malenkost dolgočasno, da pač, ker potem čisto vseeno, če to ven izrežeš in je brez veze. Ker pač jaz mislim, da akcija mora biti del zgodbe. Tako da ponovadi, ko je ta scenarij napisan, naslednja točka je pa, da se pogovorim z akcijskim koreografom in potem od tam naprej delujemo, tako da mogoče Filip pa Lenart lahko tle povesta naslednje točke. Ponovadi, ko dobim scenarij v roke, piše, zgodi se pretep ali pa ta oseba dobi udarec v glavo in zdaj moramo pa definirati ta udarec v glavo. Je to zdaj leva roka ali desna roka, uppercut, kroše, ali bo to zdaj v bistvu bomo na brco šli in z kakšne pozicije bo kamera. Tako da mi iz besed potem postavimo to v naš 3D svet, da vse skupaj malenkost bolj akcijsko izgleda in ko potek te koreografije pač teče skozi ogled kamere. In ko to nekako naredimo, da ima nek vizualno zgodbo za temu, predstavimo potem režiserju, režiser si to ogleda, da svoje novce in potem gremo spet v neko delovno okolje. Vse to skupaj se pa dejansko dogaja ponavadi ali s kaskaderji ali igralci, tako da že sam začetek zgodbe potem ustvarjamo mi skupaj. Se pravi, režiser bo pravil, ok, zgodi se pretep, Andrej mene udari, jaz udarim njega nazaj in medva z Andrejem bo zdaj ugotovila, aha, ok, tukaj bo neka serija udarcev bo šla, nekih blokad in zgodi se, da, ne vem, jaz končam na tleh in Andrej me drži za vrat. Ok, super, predstavimo to režiserju, režiser pogleda, joj, jaz pa želim to obratno, v bistvu bo Andrej bolj zmagoval, ampak na koncu se zgodi en totalen preobrat in Filip zmaga v tem boju. In tako nadaljujemo, imamo vrsto treningov, vrsto rehearslov, da pride do te neke zmage, da smo vsi členi potem nekaj zadovoljni, predvsem pa da to potem za kamero in pa za vas kot gledalce najbolj pomembno lepo izpadne. Pa mogoče si predstavljam, da različni filmi zahtevajo različno fizično pripravljenost. Kako se pa kot igralec pripraviš na nek film, ki je mogoče res tako, ne vem, imaš prvič neko tako akcijsko sceno ali pa dosti bolj zahtevne akcijske scene, kot si navajen, recimo, kako si se recimo ti prvič mogoče pripravil na to? Jaz bom rekel, da še nisem imel izkušnje ali pa bom rekel tega luksuza, ko bi imel pred filmom, pred projektom dejansko se čas fizično pripravljati oziroma največ mogoče 2 tedna, zelo specifično na tisti lik. Jaz se vedno sfokusiram na to, da bom sposoben priti čez snemanje, če gre za neko zelo fizično zahtevno snemanje, če kaj pa vem, bom tekel cele dneve, se bom sfokusiral bolj na tisti tek, da imam kondicijo, ker kot veste se same kadre ponavlja tudi po 10-krat, 20-krat, tisti tek, ki bo zgledal v filmu mogoče minuto, se lahko snima cel dan ali pa na projektu Canary Black, ki smo ga snemali v Zagrebu, kjer sem se tepil z Kate Beckinsale. Smo pač sceno pretepa, ki, ne vem, zdaj bom rekel malo na pamet, v filmu mogoče 2 minuti, snimali cel snemalni dan oziroma noč, kar je nekih 8 ur bilo. Tako da potrebuješ kondicijo za to. Jaz se predvsem pripravim na to, potem pa na mogoče bolj specifične gibe ali pa specifično tehniko, so to borilne veščine, ali bo to lokostrelstvo, veslanje, take zadeve. Nisem pa še imel tega luksusa, da bi se lahko za projekt, za vlogo pripravljal mogoče 1 mesec ali pa 3 mesece celo.
A pa pol tako recimo, ok, moraš ugotoviš tekom snemanja ali nekaj, moraš se naučiti streljati, a to ti potem pomaga tako kot stunt koordinator, ali je to čist nekdo tretji, ki te v bistvu pripravi na neko to tehniko, neko to, ne vem, tudi mogoče psihološko, kako te stvari sfuraš, kako to potem izgleda? En del tega pride preko produkcije, s stunt koordinatorjem, torej s kaskaderskim oddelkom, z orožarjem in podobno. Sem pa jaz sam toliko proaktiven, da takoj, ko vem, da se bo projekt začel dogajati, začnem iskati načine, da nekje tudi doma začnem trenirati, se izobraževati v to smer, ker pač sem tak, da kolikor imam časa, ga rad izkoristim, da se čim bolj pripravim na to, kar me čaka. Delam pa na tem tudi, kot sem rekel, v bistvu že preden projekti pridejo, ker se zavedam, da nimaš te možnosti ponavadi, da boš, ko zveš za projekt za vlogo, začel pa, zdaj streljati s puško. Te vojaške veščine, rokovanje z orožjem, sem jaz prav s tem namenom, ko sem videl, da nekako me imajo v mislih za take vloge, že prej pridobil, da ko pride vloga, pa je treba naslednji dan leteti, vem, da sem sposoben nekaj konkretnega pokazati. Ja, mogoče za tiste, ki ne veste, ali pa recimo, mogoče ne poznate Andreja, Andrej je bil že parkrat na NMN-ju, no, in... 5. NMN že. Odlično, od skupno 11 NMN-jev, to je že kar veliko, ampak tako, res v bistvu že nekaj časa spremljamo njegovo igralsko pot in se mi zdi tako, da ti je res zdaj pred kratkim mogoče uspel nek ta big break in se mi zdi, ves čas sem pa občudoval v bistvu to tvojo res eno orang predanost in totalen drive, ki te je po moje pripeljal do tega in si predstavljam, da to konstantna priprava in konstantno delo na vsem, kar lahko se mi zdi, da je sigurno del tega. No. Hvala. In enako, lepo je spremljati NMN, kako se razvija vsa ta leta, tako da bravo NMN ekipa, bravo NMN skupnost, res kapo dol. Hvala, zdaj si bomo po moje še začeli čestitati, pa bomo kar takole. Ok, pol pa tako, zdaj pa smo vse to pripravili, Andrej je ugotovil 3 dni prej, da more skočiti z letala, zdaj pa pride čas za snemanje, zdaj pa treba to sceno posneti. Kdo ima takrat glavno besedo? Ali takrat režiser reče, pač, lej, to boste naredili in pa boste to naredili, ali pa tam koordinator reče, lej, pač, to ne bo šlo tako, ali ne vem, ali reče snemalec, pač, to zdaj ne vem, to se sploh ne da posneti, ali reče igralec, ne, jaz hočem to, kdo je glavni, a pride kdaj do kakšnih trenj, ali je pač vedno jasno, kdo je na vrhu? Glavno besedo ima varnost, kar se mene tiče, ker da bi nekdo mogel nekaj narediti, pa ima zaradi tega trajne posledice, tega jaz ne bi mogel spati. Tako da to je na prvem mestu, potem pa naprej po mojih izkušnjah je to vedno pogovor in izmenjava. Se pravi, scenarij, prva verzija koreografije se posname, se zmontira, tle se vleče, dajmo to, dajmo drugo, ima koreograf predloge, to je vedno, kar se meni tiče, pogovor in potem tudi sama izvedba se mi zdi, da na projektih, ki jih jaz delam, ki so manjši, pač je naprimer Branko Ristič, ki je dostakrat pripravil koreografijo, igral in tudi izvede, on pove, jaz posnamem, se uskladiva in potem je v resnici že toliko časa skupaj delava, da ne vem, če bi rekel, da je glih neka hierarhija, v smislu, kdo bo zdaj koga poslušal, pa se krego, ampak ne. Vedno je, kaj bo najbolj za film, kaj bo najbolj delovalo. To je čisto, ko preko neko filozofsko vrhno pravilo, posebej, če imaš sodelavce, s katerimi si zaupaš. Je pa potem ta hierarhija absolutno bolj varna na nekem večjem, bolj profesionalnem setu, kjer pač pri takih eksplozivnih situacijah je treba vedeti, kdo ima zadnjo besedo in kdo reče stop, ko je treba reči stop. Ja, tukaj pa jaz noter stopam. Se pravi, v tujini, ko delamo velike projekte, ko so filmi, ko imamo first in second unit, first unit je del ekipe, ki se deli potem in dela dramo z igralci, second unit bo pa ta akcijska enota, ki bo potem snemala akcijske prizore z njihovimi dublerji in bomo imeli mi potem proste roke, da ustvarjamo te zabavne stvari. In na tem second unitu potem, ali first unitu pravzaprav, pride do tega, da ima stunt koordinator prvo in zadnjo besedo, ker ko ustvarjamo te neke velike, res izjemno nevarne stvari, je vprašanje samo varnosti. In seveda imamo, režiser se želi nastaviti skok z vlaka na vlak med vožnjo. Super, brez problema, to bomo naredili, ampak
se pravi, kliče akcijo, ustavlja akcijo, pa le izključno stand koordinator, da je v njegovih očeh vedno vse varno narejeno, da ne pride slučajno do miskomunikacij na setu, pa pride potem, opa, joj, nismo vedeli, zdaj se je pa jim poškodoval. Tako da na večjih stvareh, ko imamo večji budžet, potem vedno pride do tega, da stand koordinator je tisti glavni, samo zaradi tega, da skrbimo za človeška življenja in njihovo skrbo res na najvišjem možnem nivoju, ker dostikrat žal režiserji ne vejo, v kakšno nevarnost se spravljajo, oni samo bolj vidijo vizualno celotno akcijsko sceno, ne vidijo pa za tem, kako človek gori, kako se bo 3-tonski vozilo ga bo zbilo z ceste pri 60 km/h in kakšne sile to potem nastane na telo in je potem lažje to potem s tehnično ekipo rešiti, kot pa nekateri, ki so malenkost bolj artistično usmerjeni, tako da potem vemo, ok, no je no, red is red, safety first. A pol je kaj prostora za improvizacijo pri takih velikih projektih na dan snemanja? Je, vedno je prostor za improvizacijo. Na velikih projektih sicer imamo, naprimer za 1-2 snemalna dneva imamo lahko teden ali 2 dni priprav. Se pravi, to bodo izjemno naporne priprave, koreografij, priprave z blazinami, z wireworkom, se pravi z postavitvijo vrvi, da olajšamo ljudem potem letenje po zraku in samo koreografijo pretepa. In bomo to zdaj 2 tedna dni zaporedno trenirali in pilali do tiste mere, da ko pride kamera, da ko pride snemalna ekipa v naš prostor, da mi lahko na cue, se pravi na štetje, oddelamo na najboljšem možnem nivoju to in smo pripravljeni na vse spremembe. Se pravi, kar naenkrat, kljub temu, da smo zmenjeni, snemali bomo iz tega kadra, pridemo, bomo zdaj obrnili z drugega kadra, da ni potem ojoj, to se ne da, ampak je samo rabimo 10 minut, da rešimo celotno situacijo. In te improvizacije se potem dejansko se poznajo, ja, vse je možno, ampak to bo trajalo toliko in toliko časa, ali pa da se, a vendar moram tega človeka dodatno zavarovati na tak in tak način. Ampak ja, vedno pa se moramo rešiti, ker moramo projekt izdelati na najvišjem možnem nivoju in vsi departmenti morajo med sabo sodelovati, če želimo nek kvaliteten material narediti. Andrej, kaj pa recimo zdaj pri teh projektih, ki si imel Kill 'Em All 2, recimo, a je bilo tam kaj prostora za improvizacijo ali bolj ne? Bom rekel, celoten proces tega nastajanja, neke scene pretepa, je v bistvu ogromno enega planiranja, tako kot si rekel, Filip, v detajle, hkrati pa na vsakem koraku obstaja fleksibilnost v smislu, da smo odprti za spremembe, če to pomeni, da bo na koncu izdelek boljši. Kar mi je super, tudi pri nekih res velikih projektih še vseeno je ta fleksibilnost, da se lahko v trenutku na lokaciji pa najde nekaj, kar bo pa še dodal mogoče k sceni nekaj tistega več. Tako da v primeru Kill 'Em All 2 sem jaz izrazil željo, tudi takoj dam vedeti, da do neke mere sem sposoben delati kaskaderske zadeve, pretepe in da to z veseljem naredim. Če je za njih dovolj dober in če jim to pomaga, tako da v bistvu sem potem tisto celo pretepaško sceno z Jean-Claudom Van Dammom oddelal sam, kar je bilo itak doživetje, ker on je le legenda hollywoodskih akcijskih filmov, kot otrok sem gledal njegove filme, probal delati špago. Tako da je bilo eno posebno doživetje. Ne gre pa za improvizacijo, da bi naprimer ti sam, brez tega, da skomuniciraš z ostalimi, ki so del tega procesa, da bi se pa jaz zdaj odločil pa en udarec drugače naredil ali pa presenetil Jean-Clauda Van Damma. Ne, to je pa seveda takoj pripelje do neke nevarnosti, popolnoma neprofesionalno bi bilo od mene. Verjetno večje nevarnosti za tebe, kot za njega, ampak... Mi je pa super, no, ko si lahko del tudi kreativnega procesa, zraven pridodaš mogoče kakšne ideje. Jaz sem tak, da vedno rad ponudim soustvarjalcem, se pa ne osebno vežem na to, bi pa rad to brco izvedel, zdaj pa če ne bom, pa imam pa kvarjen dan. Ne, rad vedno ponudim, pa naredimo skupaj najboljš, kar je možno. Evo, še to, se pravi, kolikor smo pri tej improvizaciji, dostikrat se pa sem zgodi v našo slabo smer, da mi pripravimo se skupaj, treniramo, posnamamo, gremo v kino gledati ta film, joj, 3 mesece smo na tem delali, vrhunska scena, skakali smo iz avta med vožnjo, goreli je, streljali smo se, trpeli smo, 1 mesec sem imel poln modric, pridemo v film,
in pol to sceno se ven zrezal in tega ni. In pol si Sorry. tudi, ja, opa, vse zgodi, časovna prestiska in pol si tako, no dobro, saj plačan sem bil, saj fajn smo se bili na snemanju. Pa se je zgodilo, da je res tako, pač, da so kar cenilo akcijsko sceno ven. Ja, seveda, mnogokrat. Ne vem, zdaj v kratkem, v mesecu dni pride ven The Old Guard 2, se pravi, kdor je fan Andromede, bo spremljal tale film. Na tem filmu sem bil kar par mesecev in sem že videl predogled filma in je veliko scen, ki smo jih izredno pazljivo vodili, pripravljali, cele noči delali, se pravi, Charlize Theron mi je vesela tam, nam preč omenil, kaj se dogaja, pa to je videl film, ampak pač res intenziv priprave in vem, da jih v filmu ni. In sem že tako, škoda, no, to je bilo pa fajn videti. A se kdaj ti stvari, ne, verjetno se ne da tako preuporabiti v kakšnem drugem projektu? Če že bi take stvari lahko uporabljali v flashbackih v nadaljnjem filmu. Ali pa če imajo licenco potem za neke druge dimenzije, da ta film potem seže, ampak ponavadi, ko je film izdan, je to, kar se tiče filmske izdaje, je pa potem še naprimer režiserjev cut, Zack Snyder je potem zelo znan, Zack Snyder's cuti so vedno daljši, so malenkost drugačni in potem pokaže tisto njegovo pravo zgodbo, ki ni vezano na budžet in produkcijsko mišljenje, kako mora film izgledati v predstavi, ki jo lahko gledalci vidijo. Ja, se pa tudi zgodi, da kot režiser pač moraš sprejeti odgovornost, da zajebil si, slabo si načrtoval. En prvih filmov, ki sem ga jaz zelo akcijskih, mi smo posneli 5 minut akcijske sekvence, na koncu smo ven dobili 3. Jaz sem enostavno en del, ki se je dogajal, probali smo vse, naredili smo ga do 100%, da je deloval, ampak na koncu smo videli, ne deluje, dolgcajt je, vleče se, nerodno zgleda, ne prepriča, da je moraj ven. Raje imamo 3 minute, ko delajo 100 na uro, kakor pa 5 minut pa je nekaj na pol. Ampak to so pa potem tudi une najtežje odločitve, ker pač moraš žrtvovati svojega otroka na nek način, kill your darlings, in tukaj si mogoče si tudi pač malo sam kriv, ker si imel premalo izkušenj, premalo intuicije, ampak po drugi strani je pa to del kreativnega procesa. Pač delaš napake, improviziraš, probaš nekaj novega, drugačnega narediti, probali smo, ni šlo, fuck it, porežimo ven. Vedno je to težko, če potem to nisi samo ti pa 3 ljudje na parkirišču, ampak je to cela ekipa, ki se je za to trudila, ampak na koncu dneva filmi so za večno in to delamo in jih pravimo narediti res dobre in takrat pač potem prije do tega. Nihče tega ne dela iz zlobe, mogoče kakšen producent, pa kaj, ampak načeloma kreativna ekipa se vedno trudi narediti dober film. Je pa res, da mogoče na koncu dneva je run time, se pravi, koliko je film dolg, vedno malo težava. Gledalcem je v interes, po moje, da je pač film kratek pa dober, ne pa da se kar vleče pa vleče. In ponovadi potem producenti probajo zaščititi, se mi zdi, da je film čim bolj gledljiv v nekem doglednem času. Po drugi strani se gremo v kino, pa gledamo 3-uren film, če je dober, pa noben ne pomežikne sam, to je bolj izjema kot pravilo. Ja, se mi zdi, zadnje čase je bilo kar nekaj takih, zadnjih par let je tako malo en trend enih teh 3-4-urnih filmov, sploh če ciljajo na kakšnega Oskarja, se mi zdi, je tako, to pa more biti. Če ne zaspiš vmes, je pa brez veze, ne. Pa mogoče, Filip, tako, kako si ti postal stuntman, pa kaj bi recimo svetoval nekoga, ki bo šel po tej poti, pa recimo razmišljal o tem, da bi postal stuntman ali pa da bi to sprobal, ali pa kako to sploh sprobaš, razen tega, da padeš velikrat na tla? Ja, prvotno te morajo res filmi zelo zanimati in samo snemanje. Namreč življenje na setu je malenkost drugačno kot kjerkoli drug posel, ki ga poznamo. Pa lahko Katarina zelo dobro pozna, ker to dobro pove, koliko si veliko število ur na setu in 3/4 tega časa je kot na letališču. Čakaš in potem je kar naenkrat panika in tega se mora vse zgoditi instantno, zdaj, takoj, če ne se že zamuja. In dejansko je na setu več ali manj tako, čakaš, hiter, ker že zamujaš. In to lahko ne da samo en dan, ampak je to vrsto dni, vrsto mesecev, vrsto tednov na kakšnih takih projektih in prvo ti mora biti to všeč. Če te to ni, raje razmišljaš o drugem poslu.
Kot kaskader moraš nekako pričakovati, da boš žal domov prihajal z modricami. Kakorkoli si dober, vedno se male poškodbe, male nesreče dogajajo, če ne drugega med treningom, med vajo, zato ker vsaka fight koreografija je nekako ples med vsaj dvema osebama in drugo osebo je treba spoznati, ali je to zdaj s pestjo ali razdaljo in hitro se zgodi, da nekoga pomotoma zašaltaš in pride do pač neke bolečine. Potem pa tretje je pa to, da moraš uživati pač pred delom pred kamero, ker nekateri nekako tega ne uživajo. Zdaj pa, kako do tega pridati? Čim več trenirati različnih športov, čim več nekih različnih veščin, poskusiti dobiti, kot Andrej, se pravi, brojne veščine, streljanje, plezanje, gimnastika, plavanje, jahat konja, ves šport pride nekje prav, družabne igre pridejo prav pri strategiji, pri premišljenem gibanju skozi prostor in potem nekako prideš do seta. Zdaj, v tem trenutku je najlažje pred ostanek koordinatorja se javiti. Mene to zanima, kako se lahko pridružim ekipi. Ljudje mi napišejo na Facebooku, Instagramu in podobno, rečemo, pridite v ekipo, bomo probali vaš nekaj natrenirati in ko boste dovolj nekega znanja ali bodo vaše veščine potrebovane, vas pripeljamo na set in se potem nekaj še tistih dodatnih set veščin naučite in lahko te vaše veščine še pokažete pred kamero. Lepo dejansko lahko gledajo na standman.si in Ja, standman.si, prideš, javiš se, rad padam, pridi, take imamo vedno radi. odlično. Tako ste slišali, ne, če radi padate, če vam ni problem biti pred kamero, vam pošljemo zihra kakšnega. Pa tako mogoče za na konec, recimo preden gremo na kakšno vprašanje iz publike, kaj so pa tako vaši neki aktualni prihajajoči projekti, ki bi jih radi mogoče izpostavili? Vem, da o kakšnih stvarih verjetno ne morete govoriti, ampak o tem stvarih, ki jih lahko poveste, kaj recimo vas tako trenutno navdušuje in polni z eno kreativno energijo. Oziroma, daj da nam jaz skozi. Andrej, povej nam več. Trenutno delam na parih videoigrah v različnih obsegih, nekaterih z glasom, na nekaterih celo v bistvu, bom rekel, stunt scenah. Pri videoigrah je super, ko si v motion capture, se lahko res vse zavaruje. Posod so lahko blazine, tam padam, kakor hočeš, Filip. Mocap, se pravi mocap, kdo ne pozna mocap je, da imaš na sebi odeto, oprijeto obleko, ki ima pikice po celem telesu, na te pikice potem v editu dajo drugo telo, naprimer, zdaj jaz bi se tukaj premikal, čez mene bi dali Pikachuja in kar naenkrat se jaz kot Pikachu pojavim v filmu, tako da zdaj čez to lahko dajo Schwarzeneggerja, lahko dajo Terminatorja ali X in zato, ker se to snema, se pravi s kamerami, ki zajemajo samo gibanje človeka s temi pikicami na svojem telesu, je lahko celotno okolje totalno zaščiteno z vrvmi, z blazinami, tako da je zelo olajšano delo potem pri pacih in kršnih navadnih stvarih. Tako je, ja. Kot igralec pa v bistvu potrebuješ mogoče še kanček več domišljije, ker si zares, torej nisi v kostumu, nisi v okolju, v sceni, si v nekem praznem prostoru, kot da bi tole halo popolnoma spraznili v tisti oprijeti obleki. Zdaj si pa ti predstavljaj, da si pirat na ladji in se sabljaš. Noro, tako res te popele nazaj v otroštvo, ko smo se igrali, pa si postavil stol, pa eno palco, pa si bil v vesoljski ladji. Točno tako izgleda motion capture, evo. To me spomne na sceno iz, mislim, Star Wars 7, ko Rey reče I never imagined there was so much green in the galaxy, pa pač tako pokaže ven, pa tako vse zeleno, ker pač valjda niso postavili, mislim, tako cela ogromna zelena stena in nič drugega. Kar se tiče naših projektov, zdajle pred kratkim smo za en projekt v 2 zaporednih dneh obesili človeka s helikopterja, smo leteli z njim skozi kamion, dan predtem smo osebo dali v snowball, se pravi sneženo kuglo, nekaj 2 metra pa pol premera in smo jo zaprli noter v kuglo in spustili dol po hribu iz 3000 metrov višine. Potem smo enega zagurtnili dejansko na plug in se s plugom vozili skozi sneg. Tako da take zelo zanimive stvari, ko upam, da bodo kmalu ven prišle, pa lahko si tole gledamo, pa se malo smejimo, kako smo trpeli med snemanjem. Pa je fajn gledati pol za nazaj tako, ali se spomniš bolj modrica, se spomniš bolj, koliko je bilo zabavno? Mi imamo to
bom rekel, čast, da imamo res ogromno število projektov na letni bazi in vsako snemanje, vsak projekt izide z nekim časovnim zamikom. Če je to reklama, lahko izide za zamikom tednom dni, lahko par mesecev, film pa lahko traja tudi 2 leti. In zdaj, se pravi, Old Guard, ki bo šel čez dobrih mesec dni, njega smo snemali 2 leti nazaj. Se pravi, jaz nekje v spominu še vedno imam tiste pace in stvari, ki smo takrat delali, ampak se je pa spomin že malenkost upadel zaradi številčnih projektov v tem času, tako da tiste spelje nazaj v zgodovino, točno, to smo delali, kaj je bilo to fajn, lahko smo se imeli pa tisti dan, ko smo šli skupaj ven in ne vem kaj. Tako da ja, je ta časovni zamik, ima nek vpliv in vedno je fajn videti svoje delo. Doskrat je cringe, ko vidiš sebe, pa si tako, ups, to je bilo lahko boljš narejeno, pa ne vem, 2 leti nazaj sem res slabo delal stvari. Ampak ja, je pa saj lepo videti potem svoj napredek, pa kako v prihodnosti boš boljše izdelal svoje delo. Mi se pa lotevamo do zdaj najbolj ambicioznega projekta, in sicer celovečerni film, akcijska komedija po žanr heist, Guy Ritchie, mogoče si najbolj predstavljate, kriminal, ampak po slovensko. In neka osnovna zgodba je, da je profesionalni tati izve, da mu je oče zbolel za rakom, rabta zbrati denar za operacijo v Ameriki in se odločita oropati lokalno mafijo. Zbereta ekipo in od takrat naprej gre vse narobe. Naslov filma je pa Vse po planu. Tako da upam, da naslednje leto bo že kakšna stvar za pokazati iz tega projekta. Odlično, se zelo veselim. Zdaj sem se v bistvu tekom tega spomnil še na eno vprašanje. Kako pa umetna inteligenca spreminja proces snemanja? Ali to se že, mislim, koliko se že uporablja, ali so kakšni pokazatelji, kako bo to še spreminjali stvari? Kako vi vidite to? Bom jaz za nos kosti. Pač malo je občutljivo področje, zaradi tega, ker umetna inteligenca včasih nas je kot ustvarjalce strah, da bo to nas zamenjalo, ampak čisto iskreno v praksi jaz nimam tega občutka, oziroma nimam teh izkušenj. Jaz jo probam uporabljati kot orodje, da mi olajša delo. Se pravi, moja realnost je, sem filmski ustvarjalec v Sloveniji, nimam takih sredstev in takih priložnosti, kot jih ima nekdo drug, in pač pravim uporabljati čisto vsako stvar, ki mi lahko pomaga ustvarjati film. V praksi to pomeni, da naprimer z ChatGPT-jem pripravljam ogromno gradiva. Se pravi, ko sem jaz scenarij napisal brez umetne inteligence, sem ga potem not unesel, ga naučil in potem ven pripravljava sinopsise, psihološke profile in tako dalje, in potem je to v bistvu na vsaki točki predprodukcije to ful pomembno orodje. Naprimer, s Filipom pač skupaj nekaj pripravljava in potem mi je, rabam tak avto, kaj mi predlagaš, te avte, ok, dober, zdaj pa rabam jaz imeti nek moodboard, kako ta avto izgleda na lokaciji, in mi napiše prompt, ga dam v Midjourney, mi avto nariše na taki lokaciji in potem se z soustvarjalci ful hitreje in lažje pogovarjati, kaj delamo. Tak ti pravimo, ok, nimamo tega, imamo nekaj drugega, tako lokacijo si zamislil, ok, dajmo to probati najdeti, ampak vidimo, kjer smer greš. Se pravi, na vseh točkah predprodukcije, kjerkoli si lahko pomagam, v resnici jaz ga ne več uporabljam, mi pišem maile. Pač ne da se jim pisati, zdaj lep mail igralcem, takrat moraš biti tam pa tam, ok, ChatGPT, zdaj pa napiši vljudno verzijo tega. Ok, mogoče se malo grdo sliši, ampak pač, ko delaš en projekt, ogromno energije gre za 1001 stvar. In včasih imam občutek, prej so se s Filipom pogovarjali, da kar probajo raztrgati. In če lahko karkoli narediš, da si pomagaš preživeti dan in vsem odgovoriti na maile in pripraviti vso gradivo, ki ga nekdo potrebuje, je to absolutno zame samo dobro. Je pa res, da ko preko sem pa potegnil črto pri tem, da bi mi ChatGPT napisal scenarij, ker iskreno mi ga ne napiše toliko dobro, ampak lahko pa pri vseh ostalih zadevah, ki mogoče niso tako pomembne, oziroma tukaj notni neke kreativnosti, ampak so bolj neke verzije, vzorci in tako dalje, pa to meni absolutno v pomoč. Jaz se
trudim biti optimist in upam, da bodo gledalci in ustvarjalci še dolgo cenili to ustvarjanje in umetnost, ki jo ustvarjamo ljudje. Da naprimer Christopher Nolan še dolgo dela, da bo čim več takih. Hkrati pa realnost je, da ne vem, par dni nazaj je Google dal nov model ven, Veo 3, ki je sposoben ustvariti že zelo realističen film iz praktično tega, da mu napišeš tekst, pa ne samo film, še behind the scenes, making of, kako je ta film nastajal, kar zgleda že zelo realistično in jaz mislim, bo rekel nasplošno, kar se umetne inteligence tiče, da ne gremo preglobok. Ljudje zares nismo pripravljeni na to, kako hiter se bo svet spreminjal, si ne znamo niti predstavljati, kaj prihaja. Verjetno kakšen Black Mirror. Če kdo pa so si oni verjetno predstavljali, da je nekaj dovolj temačenega. Ok, zdaj pa bom jaz bi dal še priložnost publiki, če imate mogoče kakšno vprašanje, da lahko naši panelisti malo odgovorijo. Če ima kdo kaj, jaz bom kar zašibal dol. Če bi kdo kaj vprašal, lahko dvignete roko. Imamo kakšno vprašanje? Zdaj sem improviziral, zdaj bi že bil tepen. Nisem skladatelj, ampak bom pogledal. Živjo, mene pa zanima, kako se postavlja kamera oziroma kako se dogovorite, kje bo kamera stala. Je to sam stvar režiserja, so to z ekipo stuntmenov, pa to zmenite? Nasplošno v samem filmu ali v akcijski sceni? V akcijski sceni. Rečemo, da je fight, pa da morajo biti close shoti, pa to, pa kje kamerman stoji, da slučajno ne dobi od... Nisem nepismen, hotel sem sam preveriti, sam da se na isto, da greva. Se pravi, v akcijskih scenah, ko imamo čas priprav, že imamo svoje filmografe, ki med samo koreografijo postavljamo kamero, da že med samo pripravo vidimo, kako lepo vse to skupaj izgleda. Zato, ker zdaj, grdo rečeno, če sva midva zdaj tukaj postavljena, pa bom jaz samo naredil tukaj ta udarc, ti zdaj midva vidva, da je tukaj bil luft vmes in da ga jaz nisem udaril. Če se pa jaz sam postavim za Aljaža, pa naredim ta isti udarc, pa midva kar naenkrat ne veva v kameri s tvojega pogleda, a smo se dotaknili ali ne. In se pravi, mi že med samo koreografijo moramo razmišljati, kam bomo postavili kamero, da ti udarci izgledajo pristni, ker ne verjeli, ampak dejansko se mi ne tepamo oči zares na filmu, ampak probamo se pač ne poškodovati in to koreografijo prodati za kamero. Tako da mi že sami vnaprej postavljamo vse skupaj, ampak potem pa pride DP, se pravi režiser fotografije, ki bo potem vse skupaj še malenkost olepšal in svojim znanjem postavil še više na sam nivo. Ena stvar, ki sem se jaz mogel najbolj naučiti, je, da udarce v filmu prodajo reakcije. Se pravi, udarec je močen, ne koliko močno ga nekdo zamahne, ampak koliko močno nekdo pade. In po tej logiki v bistvu vedno probamo, da je stvar varna, pa pač skrivati. Se pravi, kamero postaviti tako, da čeprav od strani vidiš, da ni prišlo do stika, če pa kamera strateško tako postavljena, da gre roka lih takrat mimo obraza, da izgleda, da je šla čez obraz, pa oseba na pravilen način reagira, se pravi glavo na pravo stran obrne, a pa z telesom pravilno odreagira in da tudi oseba presodi, koliko mora reagirati. Se pravi, če je to en šibek udarc, samo obrne vrat, če je to močen udarc, ga odnese na drugo stran sobe. In v bistvu potem tisti, ki je napaden, proda oziroma pove, koliko je močna stvar. Je pa res, da je pa veliko stvari tudi dejansko izvedenih, ne temu reči, zares, in je potem čisto odvisno od tipa udarca. Se pravi, če so to profesionalci, če je to nadzorovan udarc, neka brca v pleksus, ki imaš ti spodaj podložen, si jo lahko dejansko posname, če pa ne vem, nekdo sekiro nekomu razčesne betico, je pa potem to strateško kamera postavljena in nekako se skupaj zmenimo, kje to je. In se pač zvati in pogleda in zmontira.
Pa če jaz prav razumem, se največkrat naredi predvizualizacija. Torej na treningu, ko se ugotavlja koreografijo, se tudi posname te kote, to skupaj zmontira, da v bistvu, Filip, to boš ti bolj povedal, ampak imaš eno različico montaže, za katero veš, da če te kadre posnamemo tudi na lokaciji, scena funkcionira. Potem pa je tisti prostor za fleksibilnost. In velikokrat je tudi v bistvu stunt koordinator, režiser za second unit. Na filmih je velikokrat first unit, ki snema večinoma scene z glavnimi igralci, kaskaderske akcijske scene oziroma scene z dvojniki in ostalo pa snema ločena enota, ločena ekipa, second unit, kjer je dostikrat v bistvu stunt koordinator tudi režiser te enote. Tako da ja, v bistvu bom za vse filme, ki pridejo ven, na kateri smo sodelovali, imam dejansko s telefonom posnet in zmontiran in zgleda ta produkt naših treningov in priprav 75%, tako kot dejansko v filmu potem zgleda. Sicer smo oblečeni v modro majico in pač na treningi v blazinah in ščitniki se vidijo, ampak kadriranje, akcija je pa tam brez potem unih dodatnih filmskih elementov. Tako da ja. Zdaj sem se spomnil, da sem poslušal, bral sem knjigo od Unga, ki je bil stuntman za Indiana Jonesa, no? Pa je rekel, da na enem sceni je bilo tako, je un igralec rekel, pa kaj zdaj to kompliciramo, pa iz kjerga kota neki, daj ti me klofen, ne? Pa smo že takoj pri tej improvizaciji in režiser je pač rekel, ok, pa ga klofen, ne? Ga je klofnil in ga je popraskal in pol 2 tedna niso mogli nič snemati, zato ker je pač imel neko brazgotino butasto čez pol face, ne? A imamo še mogoče kakšno vprašanje? Kako pride pa pol še make-up zraven? Ne začeti. Se pravi, da gremo čisto z začetka, na samem filmu med sabo sodeluje več departmentov. Se pravi, rečemo režiser, igralci, kaskaderji, make-up, kostumi, luč, kamera, grip, catering, transport in vse to. In dejansko mi moramo z vsemi temi sodelovati, da ustvarimo čim boljši produkt. Za sam make-up je pa neka kombinacija zgodbe, ki se odvaja in ki v samem poteku snemanja smo, da se ta make-up logično nanaša na igralca oziroma na kaskaderje po stopinjah udarcev, ki smo jih prejemali. In je vedno oseba prisotna potem pri ekranu, ki spremlja potem, v tem je dobil desen udarc v čelo, ok, in smo v naslednji sceni, ki snemamo, mora nekdo priti in zdaj ta udarc nekako narisa, da bo to pač logično izpadalo. Jaz se ponovadi izogibam full make-up artistom, pa tako ne rabim, ker mi preveč blizu hodijo s čopiči, tako da ti povej. Mislim, to je del procesa. Ja, to tako zgleda, da ne vem, sred pretepa, ok, zgodil se je, bil sem porezan prek telesa z nožem. En primer, kako se je to posneli, je pač, da ok, smo naredili ta udarc, v close-upu nož preko telesa, ustavili, jaz sem se trudil ostati čim bolj na mestu, da ne spreminjamo preveč pozicije, so prišli iz kostuma, prestrigli majico oziroma jo prerezali, raztrgali, make-up, kri in potem probali ponoviti ta kader še enkrat, čim bolj podobno, identično, cak, potem pa v montaži to z različnimi koti, kadri skombinirajo. Ja, dostikrat si v nekem čudnem položaju, ležiš na tleh, tale Lola, čivavo od Jean-Claude Van Damme šiba mim, pa ti naštimujejo razbito arkado ali pa nekaj. Luža krvi takole okol. Kri ponovadi je iz sladkorja, čisto kot zanimivo, tako da dejansko ležiš tako v luži krvi in takole kusaš unih 6 ur cukor tam in se ne veš, a ti je fajn, ali ti ni fajn, ali te bo sonce zažgal, ali boš imel sladkorno konc dneva. Fajn je, so pa različni okusi, ja. Prav češna sem enkrat, prav češna je bila, ja. Mogoče ena druga perspektiva, mogoče bolj režijska ali pa stališča kamere, izziv je kontinuiteta. Se pravi, ker se stvar ne zgodi ponavadi v realnem času, ampak se ena scena posname večkrat, a pa iz različnih zornih kotov, je potem to pomeni, da vsakeč, ko nekdo dobi udarc, bi bilo potem mu potrebno masko nanesti.
ampak to ponovadi ni časa za to. Zato, da naprimer jaz imam neko politiko, da se maske ne nanaša sredi ene akcijske sekvence, se pravi, ne, dva se stepeta in v bistvu potem se masko nanese šele za naslednjo sceno, da se vidijo posledice. Sreda, da se je scena zgodila, ampak da tekom snemanja nismo omejeni s tem, da vsakeč, ko nekdo dobi udarca, zdaj bomo pa nanesel različni stage, modrica se drugače premika. Razen, če se odločimo, oziroma če se jaz odločim, da je en trenutek zelo pomemben, naprimer sredi borilne sekvence nekdo Andreja poreže s katano, kar pomeni, da bomo prvo polovico posneli in potem nanesli masko in potem drugo polovico. Se pravi, nekako, kot je rekel Filip, sodelovanje med obema oddelkoma, je pa po mojem mnenju, ker zelo hitro moramo delati, bolj pokazati kasneje, plus v resnici se pač rane in modrice se pač ne poznajo takoj. Se pravi, tudi bolj logično, da ne, če nekdo nekoga popraska, da bo še čez minuto imel, da cel krvavi. Razen se, če mu prereže vrat, potem seveda moraš špricati takoj. Tako da to je nekak pristop k maski, se pa seveda spreminja od filma do filma, je to akcija, je grozljivka in tudi kaj je pomembno režiserju pri ustvarjanju. Če je to nek gor, da morajo vse špricati, potem bodo valjda veliko več časa in logistike temu posvetili. Po mojem imamo čas še za eno vprašanje. Imamo še kakšno? Prva vrsta. Kolikokrat pa privede do tega, da imaš mogoče sceno, ker lahko imaš samo eno možnost, da jo pravilno posnameš in pa, če sploh se pojavijo in kako se sploh pripraviš na to, pa da pol snimaš, da bo res v tistem eni možnosti prišlo prav do tega? Tega je mene ponovadi najbolj strah, ker imam pač ta Eminemov one chance, one opportunity in na to je izjemno veliko priprav pride, ker smo vedno časovno omejeni, vedno smo finančno omejeni in imamo eno šanso, da to dobro naredimo in če ne naredimo dobro, pol ne vemo, kako bomo to reševali. In to je izjemno zahtevno, ker moramo premisliti vse male segmente, vse malenkosti, da so res pravilno postavljene, da se slučajno kje ne zakalkuliramo, ali je to kontinuiteta, ali je to make-up, ali je to zdaj postavitev motorja, ki se bo zaletel v šipo, ker imamo samo en motor. In tukaj je tisti stres, teden dni priprave za to, da bomo to delali. In dansko se probaš usesti, razmisliti, postaviti vse stvari na svoje mesto, da vidiš, da si nekaj pozabil, ker enkrat, ko narediš, pa vidiš, v kadru bi rabili biti še tale kapa, pa jo nismo imeli, ne moramo popravljati, ker nimamo redoja, ena šansa je bila. Do zdaj, kar smo imeli take stvari, je vse lepo potekalo, vedno bi lahko bilo vse še lepši in boljši narejen, ker valjda prvi poskus, ki imaš, naprimer en snemalec ni pravilno pošvenko kamere in ni čisto lepo ujel tega kadra in bi rabil še eno to ponovitev, da bi dobil hitrost motorja, ki se zaleti v steklo. In kar naenkrat pride do teh malenkosti, a imamo perfekten produkt, ki ga želimo pokazati publiki, ali imamo nekaj, ki smo vsem pripravljeni pokazati, ali smo pa nekaj toliko slabo naredili, da klinc ne moramo sploh pokazati. Tako da, kar se mojega vidika tiče, najbolj zahtevno, najbolj naporno, kako se tega pripravljaš, probaš razmisliti vse segmente in pač upaš na najboljši. In takrat daš zaupanje ne samo sebi, ampak celotni ekipi, okoli tebe dana. Se pravi, jaz, ko bom koordiniral tako sceno, bodo moji, 3 ljudje bodo vlekli vrvi, da se bo motor pravilno potekel skozi celotno sceno. Art department bo pravilno steklo postavil, da se bo to steklo razletelo. In zdaj upamo, da je to steklo pravilne debeline in ne samo to, da je bilo pravilno kaljeno. Se pravi, da je proizvajalec stekla prav čas imel steklo v peči, da bo to pravilno kaljeno, ko se bo tole motor, ki se bo zaletel v steklo, da se bo to pravilno razdrl. In potem, da je, department, ki je stage postavil okoli, da je pravilno narejen, da se ne bo podaril in da bodo barve v zadnji eksplodirali in da SFX-i pravi čas naredijo eksplozijo in da bo tam dim puhnil in da je camera department kliknil rekord na kamero in da je AD pravilno odštevil vse skupaj akcijo. In kar naenkrat je odvisno ne samo od mene, ampak je tole 20 ljudi mora skupaj to pravilno oddelati in takrat, ko stežemo v roke, imamo dobro idejo,
ponovadi gre fajn. Ampak več ali manj je pa tako, thumbs up, cross fingers, pa pač upaš, da bo dobro. Jaz probam tega ne napisati v scenarij. Hvala. Oziroma se strateško odločiti, ker je toliko takih izzivov, da se to res naredi, če imaš neko ful veliko stvar, ki si jo zamislil, pa pač boš investiral. Naprimer, v mojem primeru bi bilo, hočem, da cela hiša eksplodira, medtem ko oni hodijo stran, imamo denarja samo za eno eksplozijo, ampak to bom naredil samo zato, ker si želim to imeti v filmu, ampak hkrati bom pa tudi sprejel posledice, kaj se zgodi, če nam ne rata, oziroma se probo zavarovati. Imamo več kamer, vsak dober brifiran, kam bo gledal in če pač, ne vem, ne bo eksplodiral, bom pač premontiral, da ne bo deloval. Se pravi, moram malo zaupati vesolju, hkrati pa tudi odpustiti celotnemu procesu, gledaj, če ni ratal, fuck it. Ja, na kratko, za mene bi bilo glavno zvaditi tisti del brez tega faktorja, ki je neponovljiv, kolikokrat se da, pa mogoče to dostikrat pomeni v bistvu skozi vizualizacijo. Vizualizacija je meni super, dejansko potem nimaš občutka, da nekaj delaš prvič, kot da si to že naredil oziroma potreniral. Tako da to bi bilo zame, kako bi se jaz pripravil na tisti moj delček tega puzla. Je pa res, da na srečo imamo to, da smo vedno omejeni na število poskusov. Se pravi, primer, prejšnji teden smo snemali akcijsko sceno, kjer je igralka stekla skozi šipo in šipa seveda razbila in smo imeli samo 3 sete stekla in smo se bo samo 3-krat lahko ponavljali. In zdaj, vedeli smo, ok, samo 3-krat se to da narediti, boljška je samo enkrat, ampak še vedno zelo slabo, ker lahko bi bilo večkrat, lahko bi boljš posneli, lahko bi bilo, ne vem, ona več dala v igro, lahko bi se steklo lepše razbil, lahko bi bila kamera lepše postavljena. Ni bilo dosežen tisto perfekcija, ampak za 3 poskuse in to, da je bila ona varna pri samem delovanju, smo super pač obdelali. Tako da ja, težko. Andrej, imaš mogoče kakšen primer, kjer si mogel posneti nekaj takega v enem poskusu? Ja, en thriller bo prišel ven, oziroma ne vem kdaj, Bunnyman z Jamesom Frankom, noter sem mogel v bistvu v eni sceni zob se mi izpuli, no, tako da v bistvu je šlo ogromno krvi, ki sem jo mogel izpluniti ven. To smo lahko naredili samo enkrat, ker ko enkrat spluniš tisto kri, pa če imaš samo en kostum, torej ni dvojnih hlač tega. Tako da ja, no, to je bil primer, ki se je v bistvu odlično izšel, super je izgledal, je pa šlo pač tudi malo za tisto koordinacijo, smo prej povadili, da človek, ki mi puli zob, kako ga bo ven potegnil, kako čakamo, ok. Pa opozoril sem na primer ostalo ekipo prej, pomislil, da ko imam jaz enkrat kri v ustih, je fajn, da čim prej začnemo snemati, takrat ni čas za to, da se pol pogovarjamo, kako bomo pa kaj. Luč bomo spremenili, luč bomo spremenili. Ja, no, to je en primer, ja. Odlično. Pa mogoče na tej veseli noti puljenja zob počasi mi končamo tale panel. Tako da ja, jaz bi se zahvalil vsem trem za res, meni je bil zelo zanimiv pogovor. Upam, da ste tudi gledalci uživali, da ste se naučili kaj novega, da ste premislili o tem, kdaj se boste na stuntman.si prijavili, pa da si boste pogledali te filme in te druge projekte, ki smo jih omenili. Tako da to, hvala lepa vsem, pa uživajte še naprej.